približno milijarda hindujcev po vsem svetu slavi Boga. V vedski tradiciji obstaja dan, ki je bil zelo natančno zabeležen, ko se je pojavil samo sam Gospod. Torej, Bog občasno obišče zemljo. To je v bistvu velika informacija, za marsikoga morda presenečenje. Ampak to dejansko se je zgodilo nekje okrog leta 3263 pred našim štetjem. To je bil 8. dan v enem določenem luninem mesecu in preračunano iz lunenega koledarja v sončev koledar je to ravno na današnji dan, je pač 5266. obletnica. Tudi v Ljubljani so v skupnosti za zavest Krišne ob tem prazniku pripravili bogat kulturno-religiozni program. Program je podoben kot približno povsod po svetu. Se pravi, najprej se začnejo bažili in to je duhovna glasba, kjer pojemo Krišnova imena, na kar sledi ples pred božanstvi. Plešemo v njegovo zadovoljstvo. Krišna zelo rad pleše in mi tudi radi plešemo. Na kar sledi predavanje iz starodavnih spisov v sanskritu, ki so stari 5000 let. In se govori običajno na ta dan, kako se je Krišna pojavil, zakaj se je pojavil. Pojavil se zato, da prinese ljudem duhovno znanje, da odreši ta svet. Mi praznujemo njegov pod narekovaj rojstni dan, kajti ko Bog pride na zemljo, se ne rodi v materialnem fizičnem telesu, takšnem, kot ga imamo ljudje na zemlji, ampak pride v transcendentalnem telesu, v telesu iz duhovne energije. Že v teku dneva so se v skupnosti za zavest Krišne zvrstile različne oblike slavljenja Boga. Med njimi je tudi sprevod, ko otroci po dvorišču vozijo kipec Krišne na vozičku, tako da so tudi oni del duhovnega vzdušja na praznovanju. Zanimiva je bila tudi drama, ki je navzočim spregovorila o pojavitvi gospoda Krišne in o dogodkih v tem času. In vsi ljudje te poznajo kot neustrašnega bojevnika. Pomen teh dram, to ni samo religija, ampak je celotna kultura. In v tej kulturi uprizarjamo takšne drame zato, da se spominjamo zabav Gospoda in zato, da mogoče ljudje, ki samo prebirajo knjige in ki nimajo dodatnega stika s to kulturo, lahko nekako v praksi, v sliki vidijo in si lažje predstavljajo, kako so izgledale osebe, kakšno je bilo dogajanje, kakšna je bila scena in podobno. Je pa še en pomemben vidik tega, da za same igralce ni vseeno, kakšni igralci so. To morajo biti igralci, ki dejansko prakticirajo to religijo, se lahko le takšni verodostojno zaigrajo te karaktere in tudi sami se potem poglobijo svoje duhovno razumevanje in občutje. Kakšno korist boš imel tega, če ne ubiješ? Ker se je Bog po hindujskem verovanju pojavil v obliki dojenčka, vsi člani skupnosti simbolno zibajo njegovo figuro. This ceremony we celebrate every year on the birthday of Lord Sri Krishna. And on this day, of course, he's in the form of a baby when he's born. And in the town, in the village where he was born, his mother and his father celebrate this swinging ceremony for him, and the parents invited the neighbors and from other villages all comes to look at the baby. And also we know that Krishna is the Lord, the Supreme Personality of Godhead, and in this way it's also a way of serving him, to render service to him. So we swing him in this way. Temu bo potem sledilo kopanje Krišne. Krišna ima zelo rad vroče, da ga ohladimo z raznimi sokovi, mlekom in tako. Tej ceremoniji se reče Abhišeka. Potem pa bomo Krišni ponudili hrano, ki smo jo kuhali cel dan. Več kot 108 jedi bo pripravljenih, približno 200 jedi pravzaprav, ker Krišna želi, da vse, kar počnemo, ponudimo njemu njegovo zadovoljstvo. On potem to produhovi nekako požegna in ta hrana dobi duhovno komponento. In ob polnoči bomo prekinili post,
ko se bo tudi Krišna najedel, potem bomo vsi skupaj pač pojedli. Tokrat se temu reče prasadam, božja milost tej hrani, na kar bo jutri nov dan skupaj z malo več Krišne v srcu.